Zakaj pravzaprav, ko v nekem razredu nastane težava z nekim dijakom, vsi skočijo, socialna, logopedi, pedagogi, ne vem, in se samo z njim ukvarjamo. Ko pa imamo enega nadpovprečnega učenca, ko ga hitro prepoznaš, ko ga učiteljica nekaj vpraša in on hitro pove, reče, priden si, sedi. Ko pa nekdo drug nekaj naredi, pa mu ploskamo, govorimo bravo, 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 bravo. Zakaj temu, priden si, ne rečemo bravo, bravo, pet naprej? Se ga nihče ne zna tukaj niti spodbujati. In potem postajamo družba, ker nimamo nobenih presežnikov v tej družbi. Ta družba je precej širši pojem, kot se Slovenija. To je ena Evropa. Kje je Evropa tukaj, jaz bom čisto enostavno povedal, tehnološko prebojna? Kje ima ene Google, kje ima Amazone, kje ima Tesla, kje ima... Nač ona se recimo, tako kot Rimsko cesarstvo, počasi skozi stoletja začela zapirati vase, v svoj užitek, v svoj individualizem, v svojo socialo. Sociala, da ne bo kdo razumel, da govorimo o sociali, da ni potrebna. Jaz govorim o sociali, o tistih ljudeh, ki niso upravičeni do te sociale. In potem je to stoletno umiranje neke civilizacije.